Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes bomo govorili o prostovoljstvu in to pravzaprav ravno v dneh, ko se še vedno spopadamo prav z veliko prostovoljnega dela. Neurja, kot veste, so pustošila po večini Slovenije, na srečo se je slovenska Istra izognila najhujšemu. A to ne pomeni, da ljudje na tem prostoru ne potrebujejo pomoči, takšne ali drugačne. Z mano so danes trije prostovoljci, ki sodelujejo s Filantropijo Koper in delujejo vsak na svojem področju. Z mano so danes Milena Stepan, Matic Štemberger in Vojka Vidakov. Lepo pozdravljeni. Torej, vsak od vas pravzaprav deluje na povsem svojem področju. Kako pravzaprav pa ste se sploh odločili, da boste postali prostovoljci? Je to zate, na primer, prva prostovoljska izkušnja? Zame osebno, sem v prostovoljstvo vključen že od otroštva. Tam od prvega razreda, konca vrtca, pravzaprav, ko smo se upisali gasilcem, gasilski krožek zdaj tam na podeželju. Se je nekako kar vse mulce pobralo v gasilstvu in od takrat naprej pa se nekako samo širijo ta področja, na katerih delujem. Čeprav potem bolj aktivno delovanje se pa začelo potem z gimnazijo v srednji šoli. In kako kot srednješolec lahko deluješ prostovoljno? Marsikatera dela so ti verjetno onemogočena, ker si že star 18? Ja. Sem 18, ampak se da zagotovo veliko področij. Zdaj razna društva ponujajo možnost sodelovanja od gasilcev dalje. Potem in seveda tudi šole, ne. Šole imajo številne krožke in aktivnosti, ker je mogoče sodelovati. Ne vem, jaz imam izkušnjo tudi z delom na Centru za socialno delo, ker sem delal kot inštruktor oziroma nudil učno pomoč. Tako da, če se malo odpre oči, je paleta dela zelo široka. Trenutno deluješ kje? Trenutno največ prostovoljskega dela opravim na Srednji tehniški šoli v Kopru kot inštruktor učne pomoči in pač sodelujem pri različnih organizacijah, ne si bo v kakšnem dogodku ali podobnega, krožki in pri gasilcih. No, vsekakor, kot vidimo, očitno nikoli nisi premlad za prostovoljstvo. Kaj pa vi, gospa Vojka? Kdaj ste se pa vi vključili v prostovoljstvo? Kaj vas je prepričalo v to? Pa nič me ni prepričalo in nisem se niti odločila. Ostala sem brez službe kot tehnološki višek, iskala takšne in drugačne rešitve in takrat me ena znanka povabila, pridi se pogovarjamo, boš videla, nisem niti točno vedela, kam grem. In prav po pravici povedano sem šla bolj zato, da mi da mir. Ker sem bila takrat živčna, napeta, nisem vedela, kaj delati, česa bom živela, kako bo šlo. In pol da me bo pustila na miru, vsaka pa grem. In to je bilo medgeneracijsko društvo Svetilnik, deluje v zvezi Združenje skupnosti gerontoloških socialno-gerontoloških društev Slovenija. Mislim, da je to pravi naslov. In tam sem se potem usposabljala tudi za voditeljico skupine in dejansko je bilo v redu in je tudi, čez svoje težave sem takrat malo lažje s tem šla, no pa sem tudi zaposlitev našla, najprej preko javnih del, potem za nedoločen čas, tako da to smo rešili, zdaj sem pa v penziji. Z društvom Šent, kjer sem tudi prostovoljka, še vedno sem društvo Svetilnik, sem pa čisto slučajno. Ustavila sem se na Mudi, ene stojnice, ne vem niti več, kateri dan je bil, ali je bil to kakšen dan duševnega zdravja, kaj tam je bila stojnica. Sem se ustavila, začela pogovarjati, gledala, kaj delajo. In ena mentorca, ki je pač na stojnici takrat bila, mi je povedala, med drugim tudi to, da so dobili kot donacijo in šivalni stroj, ba je dela, ampak ne dela in zdaj morajo spraviti skrbnar, da ga nesejo popraviti. Vsaka dobra, jaz šivati znam, nekaj strojev sem že videla različnih, mogoče pridem pogledat, morda. In dejansko vse, kar je bilo, šivanka je bila narobe ustavljena v stroj. In tako se je začelo moje delo v Šentu. Najprej samo bomo poskušali, pa da vidimo, pa kaj, ker vse, kaj ne bom se obvezala, dokler
kako se jaz počutim in kako me uporabniki sprejmejo. Ker nima smisla, da nekam rinem, če ne gre. Pa smo se kar lovili in potem, tako da tam sem tudi že 10 let, mislim. In kaj zdaj večinoma, poleg da popravljate šivalne stroje, Ne. še zajema vaše delo? V Šentu kvačkamo, plete, kdor hoče. Če kdo hoče, tudi pokažem, kako se naučimo, ali pa ena gospa sicer spletla in skvačkala krasen pulover, 2, ampak skrb dati jih ni znala. In tle sem pomagala, kako se oblikuje, sešila, zložila, zdaj kvačka nekaj drugega in spet ima težavo spravljati skup, recimo to. En fant se želi naučiti kvačkati, pa poskušamo. Šivamo, če kdo kaj rabi, če kdo želi, naučim ali pa naredim tudi jaz. Zlagamo puzzle, se pogovarjamo. Sem se naučila tudi biljard igrati. Mislim, ne grem na tekmovanje, ne? Ampak. Tako da ja, kar je, gremo na sprehod po Kopru, šli smo parkrat v muzej, tistih, ki jih to posebej zanima, pa gremo. Torej, res precej raznolik nabor. Zelo. Od začetka je delovala ta socialna vključenost, kjer so delali in bili tudi za delo, so dobili nagrado. In takrat smo več šivali. Smo šivali iz starih kavbojk, iz polomljenih dežnikov in tako naprej, torbe. Ampak tega ni več, ne vem zakaj, socialna vključenost in denar za plače ni, ne, ker pričakovati, da bomo zaslužili dovolj za tudi skromne nagrade, je le malo preveč. Tako da zdaj pa delamo bolj, kar hočemo. No, super, saj hoje v muzeje in učenje kvačkanja so res same za prihodnost uporabne veščine in znanja. Gospa Milena, vi ste pa pri Prostoferju. Je to torej vaše prvo prostovoljsko mesto? Prvo v tako večjem obsegu mogoče ja, drugače sem pa prej imela že kaj malega, drugače sodelujem tudi kot prostovoljka v Društvu za fibromialgijo, sem koordinator obalne skupine, pa se tudi marsikaj tam dogaja, ampak to zdaj šele v bistvu zadnje leto, ne. Prej niti ne, saj ko greš, ko se upokojiš, pol se nekaj časa iščeš, ne, pa pol se šele najdeš, kaj bi, kaj ne bi, ne. Več razlogov v bistvu je, zakaj se odločiš, ne. Eden je mogoče ta, da sem od vedno rada vozila. No, saj imam tudi za dobro šoferko, vozim po predpisih, varno in tako, to mi tudi povejo tisti, ki se vozijo z mano. Potem dobro poznam to obalno podeželje, ker vozimo na področju Mestne občine Koper, tako da tukaj se kar dobro znajdem. In pol mogoče še najpomembnejši razlog, potreba, da ko imaš čas, ko nimaš drugih obveznosti, nekaj daš nekomu, kar lahko pač daš, ne. Zdaj vsak se vidi nekje drugje, jaz se vidim pač v tem Prostoferju, da vozim ljudi tam, kjer pač rabijo, ne. V tem sistemu, ki je dokaj dobro dodelan, ne. To jim delate prek aplikacije ali na kakšen način? To je, ja, mogoče bi morala malo obrazložiti sistem Prostofer, ki nekaterim je poznam, večini pa še ne, ne. To obstaja zavod Zlata mreža, ki nima sedeža v Kopru, ima pa klicni center v Kopru za področje cele Slovenije, kjer stranke kličejo na brezplačen telefon, pač najavijo svoje potrebe, bom rekla uporabniki, najavijo svoje potrebe po prevozih in potem oni v določenih kriterijih sestavijo seznam za šoferje. To pošljejo na gerontološki center v Koper, v Olmu imamo lokacijo, ki pa pol preskrbi za posamezni dan šoferja, ne, nas je več. Na področju Slovenije nas je okrog 1000. Ta Prostofer sistem deluje v 55 občinah, druge občine imajo tudi nekaj drugega organizirano. Tukaj Mestna občina Koper, mislim, da ima ene par let, jaz sodelujem tako eno dobro leto. In ta komunikacija med gerontološkim centrom in šoferji poteka zelo v redu, imamo parkrat na leto tudi sestanek. No, pol oni na osnovi teh seznamov pokličejo
nas šoferje in se vprašajo, kdaj bi lahko, kdaj ne bi in tako, ne. Vozili, potem mi, to je zdaj malo več za povedati, ne, pridemo do stranke, pokličemo, jih počakamo, jih peljemo, se moramo sami organizirati tekom dneva, glede urnikov, glede časa, ki eni porabijo v enih ustanovah več, drugi manj in tako to moraš kar sam pol malo si skombinirati, da lahko zadostiš te potrebe, mogoče kdaj kasneje še kaj bolj natančno. Koliko ur na teden vam pa to vzame? To je tako, od 1 do 3 dopoldneve na mesec, kar spet ni tako dosti, bi človek rekel, ne. Zdaj pa, če recimo 3 tedne me ne pokliče in tako naprej, mi kar nekaj manjka. Pač to druženje, da greš nekam, se odpelješ, pač res se navadiš na to. Dobro, zdaj so dopusti, zdaj nisem vozila že kakšne 3 tedne in zdaj, ko me čakam klic, pravzaprav bom jaz kar jutri poklicala, če je kaj zame. Če se le kaj najde. Kaj pa vama, koliko časa namenita prostovoljskemu delu? Jaz recimo med letom, ko sem aktiven tudi v šoli, recimo po 5 ur na teden pride vseh skupaj teh inštrukcij in letos, ki sem bil še na mladinskem centru, na Centru za socialno delo, je bilo enih 5 ur recimo dela. Plus recimo še 1 ura pride potem z gasilci, ko imam gasilski krožek v gasilskem društvu Vrbova. Recimo nam vzame še 1 ura pa za vikende, če so kakšna tekmovanja enkrat na mesec. Torej vsak dan, ura na dan za prostovoljstvo. Recimo, ja. S tem, da to je to organizirano prostovoljstvo, ki deluje v sklopu različnih organizacij. Mislim pa, da ne smemo zanemarjati tudi tega vsakdanjega prostovoljskega dela, ki ga opravimo. Tako, by the way, recimo, ne. Ne vem, koliko se pomaga vsakodnevno ljudem, recimo, pa si za to nič ne računamo, oziroma se niti ne zavedamo, da je to prostovoljsko delo, ne. Mislim, da ta del prostovoljstva tudi ni zanemarljiv, ne, pa se ga včasih niti ne spomnimo. Ker že tako ali tako ga noben ne plača, pa ga potem včasih pustimo na stran. Koliko pa vam vzame to časa? V Šentmaru sem 2-krat na teden po 2, tudi 3 ure, v bistvu tako. Včasih potegnemo tudi na več, kakor je v svetilnik, pa 2-krat na teden po uro, s tem, da v svetilnik imamo poleti prosto. Se ne dobivamo julija, avgusta v največji vročini, ne. Uporabniki so le toliko starejši, da je problem tudi vročina pa premikanje v tem času, ne. Seveda, ja. Ne samo za starejše, tudi za marsikoga drugega v teh vročinah ni priporočljivo sprehajanje naokoli. Zakaj pa se vam zdi, da je prostovoljstvo pomembno? Omenili ste že druženje, pa tudi na primer samo neorganizirano prostovoljstvo, ampak zakaj se vam zdi, da je prostovoljstvo potrebno? Veliko ljudi se noče podati, na primer prostovoljske vode, češ za delo pa seveda hočem biti plačan. Kaj mislite vi? Pa tako kot je Matic, ne, če sem rekel, sej prostovoljci smo vsak dan 24 ur, kar nekaj spimo, ampak že to, če sosedi, če primamo otroka, da lahko nekaj odpre vrata, ker že to je neke vrste prostovoljstvo, seveda ni vključeno in na kraj pameti, menda ne pade nobenemu, da bi mu to moral kdo plačati. Ne sem drva v drugo nadstropje, pride soseda, sosed mimo, mi vzame pa nese do vrata ali pa samo prvo nadstropje, že tudi to je pomoč pa prostovoljstvo. Tako da nekako smo vključeni zdaj od tega. Dobro, so tudi ljudje, ki niso pripravljeni niti mezinca na levi nogi premakniti, če ni to. Ampak mislim, da je takih le malo, ne. Od tega koraka do tega, da greš nekam organizirano, da se nekje tudi, ker to je neobvezno. To, da jaz pomagam sosedi, danes ni rečeno, da jutri moram čakati in ji pomagati. Medtem, ko če se nekje vključim, sem pa le bolj ali toliko časa na razpolago, ne. Neka obveznost je. Ne kot služba, ampak vseeno. Tako da mislim, da ni velike razlike, no. Enega se zavedamo, drugo se pa marsikomu zdi grozno, ker si nekje vpisan, zacahnan pa, da bodo mogoče kdaj kaj klicali, povprašali pa tako, morda je to, ne vem, ampak
Prostovoljci smo v bistvu vsi. Če si le dopustimo, izvoli. Se mi zdi, da ta medsebojna pomoč je res pomembna, ker tudi ljudje smo odvisni eno od drugega, ne. Mislim, da odličen primer zdaj ta situacija po Sloveniji, ki so bile poplave in to, ne, mi kot družba težko preživimo en brez drugega, ne. Tako da ta solidarnost in pomoč se mi zdi, da so ene vrednote, ki se jih ne bi smelo nikoli zanemarjati in pozabljati. Ampak zakaj pa potem včasih se zanemari te vrednote? Veliko ljudi so ali ne marajo se družiti z ljudmi, kaj šele mogoče pomagati. Zakaj so pomembne te vrednote? Jaz mislim, da je skoraj težje tistemu, ki rabi pomoč, kot tistemu, ki je pripravljen pomagati. Zato, ker veliko ljudi, leta nazaj generacije so bile samostojne, ni bilo interneta, ni bilo družbenih omrežij in tako naprej, so se morali ljudje, hočeš nočeš, posebno na podeželju, znajdeti kakorkoli sami. In niso niti navajeni, da bi vprašali za pomoč. Je to neka stigma, še zmeraj vlada, da je težko prositi za pomoč. Jaz tudi vidim pri naših uporabnikih, ne. Nekateri so, kako bi rekla, že vajeni teh prevozov, jih uporabljajo, jim je vse jasno. Drugi so pa zelo zadržani, so neki stiski, ker so morali nekoga prositi, nekoga sekirajo, ne, ker so vse življenje recimo delali, se razdajali drugim in zdaj, ko rabijo pomoč, mogoče nimajo nikogar, ki bi, najbrž nimajo, ne, ki bi jih lahko peljal in stal ob strani. To prostovoljstvo, mislim, da nobena družba ne bo nikoli tako optimalna, niti naša država, ki se deklarira za socialno družbo, ne bo nikoli morala pokriti vse tiste vrzeli potreb ljudi, takih preprostih, bi rekli, malih ljudi, ne, da prostovoljstvo ne bi bilo potrebno. Vedno bolj bo prostovoljno delo potrebno in vedno se mi zdi, da premalo naredimo na tej promociji prostovoljstva, ker je vedno več tistih, ki potrebujejo, kot tistih, ki so pripravljeni pomagati. Ne? Mogoče malo spodbude, pa mogoče bi rabili tako nasplošno, pa mogoče tudi mi, ki delamo, bi morali bolj promovirati. Ne z besedami, bolj z dejanji, ne? Če z besedami prideš v prvo vas, dejanji prideš pa v 10, ne? Tako da to mislim, da naši družbi v tem času manjka, ne. Mogoče bojo zdaj te strašne naravne nesreče mogoče malo pripomogle k temu, da bo to prostovoljno delo dobilo neko veljavo, ker brez prostovoljstva ne bo šlo, ne bo. Ravno v sklopu teh neurij boste z gasilci mogoče obiskali bolj vzhod, sever Slovenije? Ja, zdaj, ta pretekli vikend smo bili na Gorenjskem, ta naša Primorska zveza. Smo šli pomagati na Gorenjsko, je pa res, ne, kadar je sila, pa ljudje prepoznajo potem in cenijo ta tvoj čas in dobro voljo, ne. Tako da mislim, kadar je hudo, kadar so take skrajne situacije, potem ljudje te prepoznajo, ne. Tako da je bilo čutiti to njihovo hvaležnost in to zagotovo. Je pa res, kot je povedala gospa Milena, da bi lahko tudi v tem bolj mirnem obdobju, da se ne bi pozabilo na ljudi, ki to delajo s svojim srcem. Glede na to, da si bil na območju hudih naravnih nesreč, kako pa je bilo tam? Ljudje so bili verjetno v šoku. Se ti je mogoče, ne vem, kdaj tudi zazdelo, da nisi dovolj storil ali si se srečeval s kakšnimi dvomi, pomisleki? Ne, lejte, mi naredimo to, kar je v naši moči in tudi ne smemo zdaj špiljati nekih herojev, ne, pač se naredi to, kar nam je dodeljeno, to, kar je v naših zmožnostih, na koncu se vse reši, ne. Tako da nimamo nobene slabe vesti, da ne bi naredili dovolj, to zagotovo, da ne. Se pač pomaga, kakor se lahko ljudi to cenijo, mislim, in nam pa tudi, no, nam ni problem iti. Zato pa smo konec koncev v teh organizacijah. Ampak včasih je verjetno težko sploh delati z ljudmi, naprimer pri društvu Šent se soočate ravno z tistimi, ki imajo probleme z duševnim zdravjem. Morate mogoče na kaj posebno paziti, kar ste ugotovili zdaj v toku tega časa? Ali mogoče tudi na splošno pri prostovoljstvu? Pa ne, mislim, da velja povsod isto. Poslušati, ampak res poslušati. Ne tako, kot ponavadi poslušamo
slišiš pol stavka, predvidevaš konc in čakaš, sam nekaj, da jaz svoje povem. Ne? To ni poslušanje. Poslušati, slediti, biti obziren, kot je treba v vsaki komunikaciji, če nočeš imeti pred konflikt. In če si se zmotil, priznati, da si se zmotil, tudi če si narobe razumel, predvsem pa se v glavnem, jaz nimam kakšne izobrazbe z področja psihologije, ne? Vse je tisto leto v gimnaziji, v 4. letniku, lepo prosim. Mislim tudi, da kakšno površno poznavanje psihologije, oziroma prebrati 100 knjig in zdaj pa jaz vse znam, ni res. Tako narediš lahko precej tej populaciji veliko več škode kot koristi. Iti po sistem, dovoliti, da vodijo oni, povejo, kar hočejo, ne postavljati kakšnih vsiljivih vprašanj. Mene ne zanimajo diagnoze, ne zanima me, koliko denarja imajo, nič takega. Če kaj pripravim, gledam, da pripravimo nekaj, kar bo, muzej gremo zastonj, imamo brezplačen vstop ali kaj takega, tako naprej. Ne, mislim, da komunikacija je enaka kot vsakim, kot bi morala z vsemi ljudmi biti. Ne? Poslušaj, sledi, bodi pozoren. Če kaj ne znaš, povej, da ne znaš, ne se delati bolj pameten, ko si. Boljše je, da se držiš malo nazaj, manj škode narediš. No. Se vam zdi, da sicer vlada takšna komunikacija sicer v življenju? Ne, ne. In ne vem, jaz zdaj ne vem, starši, družba, šola, ne vem kdo, z ljudmi, ki imajo težave ali probleme v duševnem zdravju, veliko bolj se vsi potrudijo z njimi, večinoma, da znajo komunicirati drugače, da se znajo, bolj se znajo zadržati, kot mi, ki se imamo za normalne. Če ti kdo kaj reče, kar ti ne všeč, planeš. Oni zelo težko. Jaz ne vem, kdo in zakaj jih je naučil, kdo se je toliko ukvarjal z njimi, ampak večina, nekateri ne, ampak večina zna obvladati malček tudi. Bolj kot mi. Bolj kot mi. Znajo, grejo v besedo, ne pustijo do konca povedati to, ja, pride v sobo in nekaj se je zgodilo in pa ni važno, kdo kaj govori, mora povedati to, kar je doživel ta hip, ampak mislim, da to ni tak problem. Predvsem pa dosti več neprijetnih, od neumnih pripomb do neprimernega obnašanja sem doživela od ljudi, ki so normalni. Kot z njimi. Ne? To je pa dejstvo. Kaj pa pri tebi? Naprimer, verjetno se sploh pri inštrukcijah ukvarjaš s mlajšimi od sebe. Zdaj, za marsikoga, ki ima učne težave, pravijo, ta je pa ne vem, preveč razigran, najbolj milo rečeno, ne? Ali pa še kaj hujšega. Sam tudi najbrž že veš, da zdaj pri 18 letih, da so mogoče hormone imeli večji vpliv na te kakšne 3-4 leta nazaj. Je včasih težko koga animirati, motivirati do tega, da sploh poprime za učbenik? Ja, pač so primeri, ko se ljudem res niti ne da pogled učbenika, drugi so zakopani vanje. Tako da je res odvisno od posameznika do posameznika, je zelo težko posploševati. Je pa res, ne, zdaj, kar se tiče neke motivacije in tega, veliko lažje se to doseže v manjših skupinah kot v večjih, ne, ker logično se razvija bolj ta pristan medoseben odnos. Se mi pa zdi, da načeloma pri vseh velja enako. Ne. Zdaj, komunikacija zmeraj poteka med dvemi ljudmi, en človek sam s sabo ne komunicira. In zdaj, če jaz k njemu pristopim nekako normalno, bo tudi odziv potem dober. Ne. Tako da se mi zdi, da je tudi ta pristop prostovoljca oziroma bilo katerega delavca do nekatere druge osebe, če je prav, bo tudi odziv potem okej. Ne. Se tudi vi strinjate? Ja, seveda, da je ta komunikacija zelo pomembna. Ne? Recimo tukaj pri teh prevozih v sistemu prostoferja, še posebej, ker so itak ljudje, bom rekla,
imajo nekaj skupnega, so starejši od 65 let, imajo težave z zdravjem, v glavnem, ne, imajo tudi kakšne druge osebne stiske in se težko odprejo, nekateri pač pridejo v vozilo z občutkom krivde, ker pa se ne morejo drugače pomagati, ne. Nekateri so pa tudi, kako bi rekla, bolj zahtevni, tudi čez kakšno mejo grejo, ne. In zdaj je na šoferju samemu, da to komunikacijo omili, da s primernim pristopom pač obrazložiš, kakšne so pristojnosti šoferja, kaj se lahko naredi, kaj se pa ne more, ne. Pa recimo včasih mora kakšna stranka dlje počakati, včasih se tudi zgodijo tako, da se koga še zraven vzame v avto, da so tolerantni tudi med sabo, je potrebno tudi, seveda je odvisna ta komunikacija, da znaš biti sebi miren, da znaš reagirati v vsakršni situaciji, da pomiriš, spet pa v določenih situacijah moraš biti pa tudi do neke mere oster oziroma strikten, ker ne moreš si dopustiti, da drugi vodi prevoz, ker pač omejitve so, ne, glede časa, glede vsega, ne. Pomemben je ta pristop, ja. No, jaz ne vem, kako delajo ostali šoferji, ampak jaz stranko, preden grem do nje, pokličem, zato da ima mojo številko, da je rabi še naprej tisti dan za komunikacijo. In med potjo se z njimi pogovarjam tako o splošnih zadevah, življenjskih, v bistvu tistih, ki oni želijo se pogovarjati, tako da malo zmehčam to tenzijo pred pregledom, veste, da nobeden mara hoditi okrog zdravnikov, ne, pa tudi večinoma ta populacija, ki res ima zdravstvene težave, ne. Tako da se mi zdi zelo pomembna komunikacija. Je enako pomembno to, da nekomu fizično ga pripelješ iz točke A do točke B, kot to, da mu stojiš tudi psihično ob strani, ne. No, vse pač na različne situacije se naleti, ampak človek, ki je prostovoljc, mora biti tudi na tem področju takega značaja, takega karakterja, oziroma mora imeti nekaj življenjskih izkušenj, mogoče prej slabih kot dobrih, ne, da se lahko v tej situaciji znajde. V bistvu pa ni niti vsaka oseba za vse, ne, recimo zdaj nekdo, ki je med vožnjo živčen, ki zavira, pospešuje, se jezi na druge ljudi, najbrž ni primerna osebnost, ne. Jaz poskušam biti mirna, tako v sebi, in to prenesti na moje, bom rekla, uporabnike, ne, ker mislim, da to rabijo tudi med potjo, ne. Torej, mirnost, človečnost, komunikacija. Se je kateri od vas mogoče udeležil tudi izobraževanja za prostovoljstvo, mogoče za mentoriranje prostovoljstva? Če lahko jaz nadaljujem, ne. Takrat, ko sem bila povabljena, žal sem bila na zdraviliškem zdravljenju in nisem mogla, bom pa z veseljem se udeležila v naslednjem terminu, ki mislim, da bo zdaj enkrat jeseni. Drugače pa mislim, da za prostovoljstvo te skoraj najbolj nauči življenje samo. Vse pretekle delovne izkušnje, ki sem imel, pa osebne, da iz tega lahko črpaš. No, mogoče za Matica niti ne velja, ker je še tako mlad, ampak kljub temu ima veliko izkušenj, kot smo slišali. No, jaz mislim, da sem še največ potegnila, ko sem pred 20 in več leti delala v Centru za rehabilitacijo invalidov, kjer smo imeli na usposabljanju zelo različen spekter uporabnikov. In mislim, da so nekateri od teh pri gospe na Šentu. Tako da v bistvu so te uporabniki prostoferje sistema tudi, bi rekla, ena skupina s posebnimi potrebami, ne. Vsi so starejši, kot sem prej rekla, vsi rabijo prevoz, vsi so ranljivi, ne. Tako da in učiš se seveda vsak dan sproti, ne, tudi naprej, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Nikoli nisi dovolj star, da se ne bi še česa naučil, ne. Kaj pa vidva, ste bila na kakem formalnem izobraževanju ali se učita sproti skozi izkušnje? Načeloma ne, jaz bi še zmeraj rekel, da, kot je povedala gospa, da je najboljša šola življenje samo. Edino, kar smo imeli od delavnic, je bilo v mladinskem centru Petka, tukaj v Kopru na Centru za socialno delo, ko smo se srečali enkrat mesečno s prostovoljci in je potem vodja nekako pripravila eno delavnico, ker je bila namenjena sicer bolj za pedagoško delo, no, za delo z otrocmi. Da smo si izmenjali izkušnje, se pogovorili in je potem ona nam podala kakšen nasvet in tako. Drugače pa ne, pač vse, kar je iz lastnih izkušenj. In kaj so mogoče omenili kot posebnost dela z otroci?
Nekih posebnosti ni bilo. Tako uspod smo se, sprotoma smo se pogovarjali, pač od situacije odvisno, kakšna je bila z meseca v mesec. Ni bilo nekaj posebnega. No. Vse načeloma se mi zdi, da ta čut že potem sami razvijemo oziroma ga že imamo nekako v sebi, če že tam delamo. Ne. Samo zbuditi ga je treba. Ja. Kaj pa vi ste bili na izobraževanju? Ja, medgeneracijsko društvo Svetilnik je pripravil te skupine pogovorne, v glavnem to so pogovorne skupine. Ne delamo, ker povprečna starost je tudi že nad našo. Tako da za voditelje teh skupin smo imeli usposabljanje, trajalo skoraj eno šolsko leto, ampak tako, ne, seveda ne vsak dan in tudi ne vsak teden. Ne. Smo pa šli malček po domovih za upokojence, imeli smo predavanje medicinske sestre. Seveda, glede na populacijo smo se pogovarjali tudi o umiranju in smrti in kako je s temi pogovori med uporabniki. Kaj narediti, če se nekdo izogiba do konca temu, drugi pa sili, ne? Slediš obema. Nekaj. V glavnem smo se pa to, komunikacijo, in poudarjalo se je predvsem spoštovanje drugega, upoštevanje, ne postavljati kriterijev, ne rangirati, kdo je boljši, kdo je slabši, ampak vsi smo enaki in vsakega je treba spoštovati. Mislim, si zasluži spoštovanje in korekten odnos. Ne? Tako da. Mogoče so tudi kaj povedali glede tega. Dostikrat pomoč potrebujejo ljudje, ki jih je strah nečesa, nekaj. Kako se soočiti s tem strahom, jim pomagati ali sodelovati? Jaz bi rekla, tudi iz svojih izkušenj, najtežje se pripravi do tega, da poveš. Ko se, ali pa drugega človeka, da pove, da ga je nečesa strah. To je 3/4 narejeno s tem, ko prebiješ to in poveš, da te je strah, poveš česa. Ker potem tudi sam že vidiš, da je pravzaprav dostikrat polovica tega strahu popolnoma nerealnega, nepotrebnega, česa se pa bojiš. Ne? In potem govoriti. Včasih je treba več časa, včasih manj, ampak pusti človeku in tudi če 100-krat ista stvar ponovi, naj jo ponovi. To je terapija. To pomaga. Ne, vse to si že zadnjič povedal, povej kaj drugega, to se naredi v oštariji, ne pa. Tako pa še tam te bodo hitro kolegi skenslali, ne? Če boš prevečkrat rekel nekaj, to si že govoril. Ja, je pa tudi to lahko precej terapevtsko. Včasih, ja. Sicer me zanima, kako bi komentirali zadnjič, je do mene nekdo pristopil in mi dejal, da tukaj na obali imajo ljudje vsega dovolj. In zaradi tega jih veliko noče postati prostovoljcev. Kako bi komentirali to izjavo? Če imam jaz vsega dovolj, potem tudi drugi ne rabijo. Ne vem, kako gre to skupaj, koliko imaš in prostovoljstvo. Morda nekje je to povezano s tem, da prvi bo pomagal tisti, ki ima najmanj. Ja. Tisti, ki ima vsega preveč, tako kot poja Iztok Mlakar, ne? Če hočeš kaj imeti, ne smeš nič dati. Torej tudi ne časa, ne dela. Mogoče s tem, zdaj pa ne vem, drugače pa ne vidim povezave med tem. Imamo pa zdaj na obali, imamo pa veliko srečo z vremenom, na to drži, zdaj smo edini v Sloveniji, ne? Ko smo prišli skozi brez večjih težav. Torej, vi se recimo ne bi strinjali s to izjavo, tudi vaši prijatelji, sosedje, znanci bi z veseljem pomagali? Torej, sosedje, znanci, to je ena kategorija. Prijatelji so pa ljudje, ki so ti podobni, z njimi si prijatelj. Prijatelje si najdeš, niti ne zbiraš med tistimi, ki jih zanima to, ja, tako ali drugače pomagamo. Kaj pa vidva menite, zakaj se mogoče ljudi ne odločajo za prostovoljstvo? Jaz se tudi ne strinjam s tem, da tukaj na obali imamo vsega dovolj. Je pa res, da tukaj smo bolj povezani, kar se tiče tako teritorialno, imaš blizu vse, pol ure, levo, desno, prideš povsod, ne?
dočim recimo v notranjosti Slovenije so vasi bolj odrezane od sveta, bolj posamezne hiše po podeželju in tam res si morajo pomagati, ker sicer ne pridejo nikamor, ne? Da mogoče to, jaz mislim pa, da je prostovoljcev veliko in se strinjam z gospo, da so v glavnem tisti, ki nimajo veliko prostovoljci, ne? Da mogoče delijo v centrih hrano ljudje, ki je nimajo dovolj, pa si ne upajo niti tega povedati, ali pa morda so eni izmed tistih, ki rabijo pomoč, ne? Dosti bolj kot nekdo, ki ima več, čeprav teh ljudi, ki imajo veliko, je kar nekaj, pa se zdaj sliši, kdo bo kaj doniral levo, desno, pa še zmeraj mislim, da to velja, da tisti, ki imajo vsega, bi človek rekel vsega, pa mogoče tudi preveč, pa so materialisti, pač tisti niso sprostovoljci, ne morejo deliti nekaj, niti svojega časa. Mi pa, ki mogoče nimamo dovolj materialnih, ne dovolj, dobro, jaz imam dovolj za preživeti, ne morem reči, ampak ne zdaj, ne vem, nekega izobilja, da pa čutiš potrebo, da saj svoj čas, pa to, kar veš, znaš, to, kar si in kar imaš, lahko nekomu daš, ker se s tem tudi hraniš. In vsi ljudje pač mogoče tega nimajo te potrebe, ne. No, upam, da bo zdaj, na žalost, no, upam, da bo zdaj ta katastrofa v Sloveniji take osebe malo iritirala, da se bodo mogoče v večjem številu odločili za prostovoljstvo, ker kot smo prej rekli, ne bo šlo brez, na vseh nivojih, ne. In v mestih, in na podeželju, in s hrano, in z delom, in na različnih, pač jaz se vidim v tem, ne, so pa potrebe povsod, ne. Recimo, jaz občudujem Matica, da se ukvarja z mlajšim od sebe, se mi zdi, da je to veliko težje kot to, kar počnem jaz. Veliko bolj odgovorno. Zakaj pa? Zato, ker so otroci tako zelo različni, imajo take različne potrebe, imajo različno vzgojo doma, različno podporo, da je res, no, hvale vredno, res, se mi zdi res bolj zahtevno, no. Mislim, moraš bolj sebe dati, da se sploh odloči za take stvari, ne? Res. Ja, dober zgled, da je fino začeti zgodaj. Ne, pač, kar se tiče mladih, se mi zdi, da je potrebno delati z njimi, ne? Ker konec koncev mladi smo prihodnost. Recimo, če se navežem na gasilce, ker delujem kot mentor mladine, mi moramo zagotavljati neke generacije za naprej, ne? Ki bojo to opravljale. Ne sme zdaj nastajati neka vrzel vmes, ne? In s tem, ko se že mlade vključuje, ne, potem, kot sem že na svojem primeru povedal, ne, sem tam vključen že od majhnega in potem se to krepelje dalje, ne. In se tudi na ta način že zagotavljamo potem naprej prostovoljce tudi, ne. Pa ne samo pri gasilcih, tudi v kakšni drugi smeri, ne, se potem ljudem tako odpre. To je prostovoljsko gasilsko društvo? Vsej večina slovenskih društv je prostovoljnih, ne. Si razmišljal mogoče o profesionalni poti? Ma zaenkrat ne, no. Me vleče bolj druge smeri, ampak prostovoljstvom pa zagotovo. Ker prostovoljstvo pri gasilcih verjetno ne pomeni samo, da čakate, kdaj bo prišlo tisto leto, ko bo kakšna naravna katastrofa, ampak verjetno tudi še kaj drugega, kaj ne? Je veliko preventivnega delovanja tudi, treba delati tudi v mirnem obdobju. Na katerih področjih, na primer, kaj delate? Ne vem, recimo že priprava opreme, da se skrbi, recimo, ne vem, kakšne požarne preseke in te stvari, ki so, da se potem preprečuje kakšne katastrofe, ne, preventive. Treba in, ne vem, delo z mladimi, recimo, ki smo omenili zdaj, ne, tekmovanja, take stvari pridejo zmeraj. Potem kakšne tudi tako, ki se pomaga civilnim ljudem, pač za civilne stvari, ne zdaj nekih, kar se tiče gasilskih zadev, ali se posuja opremo, vozila, karkoli je potrebno, ne. Tako da, teh stvari so zmeraj, no. Kaj pa lani pri požarih, si bil tudi zraven? Ne, lani ne še. Kaj pa mačke tudi rešujete z dreves? Ma to načeloma ne, no. Ni takih primerov. Mislim, da tudi ljudje imajo vseeno neko mejo, no, kamor pač vejo, kdaj poklicati gasilce, no, da ni toliko za vsako mačko. Torej bolj stvar filmov, kaj ne. Mimogrede, ravno tudi v filmih pa
ne vidimo prav tako veliko prostovoljstva, kot bi ga mogoče lahko v nekem preseku vsakdanjega življenja. Se vam zdi, da mogoče o prostovoljstvu takole na splošno, da se premalo govori, da mogoče zato ljudje sploh ne vejo, kako ali kje ali čemu priti zraven. Ste sami mogoče spodbudili kakšnega od prijateljev, da bi se priključil temu, kar delate tudi sami? Ne vem, jaz poznam tako več kolegic, prijateljc, ki delajo pač na Rdečem križu, na Karitasu, tudi še kaj drugega. Nekateri seveda podpirajo, ampak mislim, da se premalo o tem govori, da je naša javnost premalo osveščena, vsaj v tistem krogu, ki se jaz gibam, ne. In tudi so določeni predsodki, tako na splošno med ljudmi, pa tudi med samimi uporabniki. Tako da tukaj mislim, da je še veliko dela na strokovnem nivoju, tako pri Slovenski filantropiji, pri Gerontološkem centru, na splošno, v vseh inštitucijah, ne. So predsodki, recimo konkretno, če lahko povem, pa sej Prostofer pokriva tudi tiste ljudi, ki bi mogoče lahko še sami šli na prevoz, javni prevoz, ali bi lahko uporabili druge sisteme, kot so v koprski občini, recimo Vitica, ali pa taksi službe in tako naprej, da v bistvu izkoriščajo to prostovoljno delo, da mogoče ne bi bili upravičeni do tega. No, to mogoče je kakšen primer, ampak mi šoferji tega ne moremo videti, odkriti, ne. Zdaj, če bi bil prav res nek tak očiten primer, jaz bi to sporočila na Zlato mrežo, ne. Mi pač nismo, da sodimo in da to ugotavljamo, ne. Pa tudi pri samih uporabnikih so določeni predsodki, takimi, ki recimo mislijo, da nikakor ne more šofer voziti zastonj kot prostovoljec, da je to sigurno zelo dobro plačano delo, sicer ne bi vozili stare ljudi okoli, ne. In potem nič, moraš pač s primernim pristopom, z mirnostjo obrazložiti, kako sistem poteka. Nekateri to sprejmejo, nekateri so tiho, ne. Pa recimo nekateri so tudi zelo zahtevni, nekateri pa tudi tako v krču. Premalo je znanja o prostovoljstvu v družbi, bi rekla. Mislim, da tudi med mlajšimi ni tako, pri starejši generaciji mogoče več, pri srednji generaciji še delovni, tam 30-40 let, mislim tudi, da ne. Da čaka še veliko dela, ne, vseh, ki se s tem ukvarjajo, ne. Zdaj tudi mogoče kakšna motivacija, ne vem zdaj, kakšna motivacija bi bila primerna, ne. To je pač kot človek čuti, ne. Zdaj nekateri to svojo dejavnost povejo pač ljudem, s katerimi se družijo, drugi mogoče ne povejo, smo pač različni, ne. Ja, to je to, ne, ker se ne pove včasih. Jaz vidim, recimo, ki smo imeli, ne vem, še lansko leto, ko smo začeli na šoli s tem programom učne pomoči, je bilo, ne vem, kaj bi še kakšnega potegali noter, ne, da bi tu sodeloval, ne. Pa na začetku je bilo, ne, pusti stati, se bomo mi, ne. Kdo se bo še s tem ukvarjal, pa da se še njemu se tu razlagam, ni res, ne, ki na koncu ostaneš brez ljudi in se še nate natrpa to delo, ki bi ga sicer lahko kam razdelil, ne. Na začetku se ti zdi lažje, recimo, ampak je treba, ne. Kadar se če naprej. Pa še to, kako pa je s predsodki? Ste sami ugotovili v tem času, da imate mogoče sami predsodke, da imajo do vas predsodke? Kako se s tem spopasti? Pa jaz upam, da nimam kaj dosti predsodkov, verjetno kakšnega imam, no, saj samo o sebi vedno najboljše misliš, ne, ampak ja, predsodkov imajo ljudje dosti, dostikrat dobiš tudi kakšne vprašanja. Kot je rekla gospa Milena, dosti ljudi misli, da smo plačani, nekje dobiš, nema se, kaj ti pa dajo. Ja, pa kdo mi da? Ja, ma ne vem. Sem tudi to doživela, ko mi je uporabnik, uporabnica hotel plačati, kaj sem tle zato, da pomagam, ne, sem popravila kavbojke, zarobila hlače, nič mi nisi dolžen. Ja, ma nekaj ti moram, ma. Oni sami, nekateri, mislijo, eni mislijo, da je tako treba, ampak da se ne sme povedati, da plačaš.
Nekateri pa mislijo, da res dobivamo ne vem kakšne denarje, da se gremo, ne vem, na dopust v Egipt najmanj. Ne? Tudi dosti predsodkov do uporabnikov je. Zakaj se z njimi ukvarjaš, kaj imaš, pa zakaj pa kaj. Pa dej se, če imaš čas, pedi kam drugam, ne, zakaj hodiš tja. Zakaj pa ne? Na koncu koncev Šent mi je bližje, kot mi je, ne vem, Bled. No. In včasih zoprno je povsod kakšenkrat. Čisto vsak, jaz imam svoje otroke strašno rada, samo lejte, kakšenkrat sem jih imela poln kufer. In sem si mislila, imam pol ure. In isto je tudi Šentom, včasih pa s svetilnikom, včasih si mislim, zakaj. Dežuje, piha, sem slabe volje, je to, je uno, moram iti ven. Ampak pride, drugač pa ni muka je lepo iti. Ne? In tudi, če grem slabe volje, razkrat, včasih sem še bolj slabe volje, še bolj poklapana, pridem domov, največkrat pa bolj tako. Vidiš, slišiš, zveš kaj drugega, se nasmeješ, se pohecaš in je. Tako da vsega je. Ja, kot je rekel slavni filozof v filmu Levi kralj, tudi to je krog življenja. Ja, spada zraven. Brez tega bi bil dolgčas. Kaj pa vidva, ko je bilo z vajnimi predsodki, sta se srečevala z njimi? Jaz predsodkov nimam. Zdaj, če res nekdo ima še druge priložnosti in izkoristi prostofer, kot sem rekla, jaz tem ne morem soditi. Ne, pogovarjam se z vsemi, povem svoje mnenje na kulturen, lep način, se ne želim prepirati, vsak ima svoje mnenje o vsaki stvari. So pa tudi uporabniki, ki poznajo prostofer in izjemno so hvaležni za naše delo, pa tudi za pomoč občine Koper, ki je kupila vozilo. Se zavedajo tega. In se ne vejo, kako se zahvaliti. Ne? V bistvu meni tudi, če se mi tako zahvalijo, res iskreno me to hrani. Pa tudi, če se mi ne zahvalijo. Sem jaz tista, ki sem se odločila in sem nekaj naredila za tega človeka, tudi če ne ve, kako se reče hvala. Pač ne morem pomagati. Ne? Predsodki, niti nimam. Jaz sem zelo mirna, tako, da bi zdaj... Če bi recimo se ukvarjala s predsodki, potem bi rekla, joj, mogoče ta gospod pa ima koga, da bi ga lahko peljal, pa zdaj moram jaz. Ne, jaz sem se za to odločila, grem lepo z dobrim, lepim avtom na izlet, na podeželju, vmes, če je čas, pijem, recimo zadnjič sem imela 20 minut, ko sem bila ravno v Marezigah in sem se usedla na razgledno točko in sem spila eno kavico, ki sicer tam ne bi šla, sama recimo, ne. Pa recimo se tudi zgodi, da so predvsem uporabnice, ko imamo kakšno uro, če je, zelo redko jemo, včasih je čas, gremo na kakšno kavico, imamo pa to pravilo, da recimo, če nas želijo plačati ali kaj dati, ne smemo sprejeti, lahko pa nam plačajo eno kavico. Ne? Se je že parkrat zgodilo, da smo šle na kavico, da smo poklepetale. Nažalost slišiš dosti več slabih, težkih zgodb, tako z področja zdravstvenega stanja, kot z področja družinske situacije, zelo hude stvari se dogajajo starejšimi. Problem bi bil, če bi to s sabo nosila domov, da te to obremenjuje. No, toliko sem že, bi rekla, sama sabo predelala tudi svoje osebne stvari, ki niso bile rožnate, da ne nosim tega domov, da sem tisti trenutek tam v podporo osebi, ne? Pa tudi, če popijemo kavo, poklepetamo o vremenu, kje so otroci v tujini in tako, pa da povejo par stvari zdravstvenih, ki pač niti ne smeš vprašati, ker je to osebna zadeva, ampak da poslušaš, spiješ kavico 15 minut in poslušaš, ker njim je mogoče tudi to, da nekaj povejo, dajo od sebe stran in jim to pomaga. Ne? Tudi to, jaz sicer zdaj ne vem, kako drugi šoferji, pač jaz se čutim poklicana tudi za to, če je čas. So tudi dnevi, ko sem recimo vozila 8 ur in sem naredila 200 kilometrov in je bilo tudi zelo naporno. Pa najbolj pa teh križiščih tukaj na obali, ne, krožiščih, ne, ampak
To moraš vzeti za kup, sej nekih drugih obveznosti niti nimam, pa potem bolj doma preberem kakšno revijo, knjigo, počivam, se vležem v senco, karkoli, pač to skompenziram, ne. Mislim, da to je neka dodana vrednost meni, mojemu življenju, da mi to več da, kot vzame. Ker tega časa spet ni toliko, da bi recimo od 1 do 3 dni na mesec, to spet ni, da bi bilo nekaj, ne vem kako, primerjavi s mojim časom, ki ga imam. Ne. Naj me zdravje služi, da bom lahko čim več vozila, ker zadnje pol leta je bilo tako, zdaj upam, da bo boljše naprej. To. Da lahko jaz drugim pomagam, boljše, kot da bi morali drugi meni. Sej čez leta najbrž bom tudi jaz rabila kakšen prevoz ali karkoli drugega, ampak dokler ne, naj ostane tako. Jaz nekih predsotkov tudi nisem imel, se mi zdi, da jih ni bilo niti strani teh, s katerimi smo sodelovali, ne? Ali ne bojo to ljudje, ki smo jim pomagali z gasilci, ali ti, ki sem jih imel na inštrukcijah oziroma učni pomoči. Mogoče na začetku je bilo varianta, kaj bo meni učna pomoč, ne? Kaj sem ona, da bom šel si pomagati, ne, se hitro prerastate predsotke, ne? Se mi zdi, da en odrasel zdrav človek ne bi smel sploh poznati več predsotkov potem, no, ki so res ena bedarija. No. Zdaj, da ima odrasel človek predsotke, dobro, vse se zgodi, no, ampak se mi zdi, da potem se jih že da nekako čestno in jih ne bi se smeli potem obremenjevati z njimi. Ja, sociologi radi povejo, da če imamo predsodke do koga, kakšne družbene skupine, da bi bilo najbolj znanstveno od nas, da se poskušamo čim bolj družiti s predstavniki te iste skupine, da si dobimo čim več izkušenj. Ja, se nekako mogoče pomaga, ne. Zdaj recimo, ki sem delal z otroci starejšimi od sebe, mlajšimi od sebe, Slovenci, tujci, je res, ki imaš eno tako mrežo, potem si rečeš, dobro, kaj smo trčeni, da imamo resne predsodke, ne. Tako da, ne. Vi se ne strinjate povsem? Jaz imam pa kakšne, moram priznati, kakšne predsodke, ne do te populacije, ki jo jaz vozim, ampak do recimo oseb, ki so zasvojeni. Tam mi je malo težko, no. Težko se, ki so zasvojeni z recimo drogami, alkoholom, igrami na srečo, kaj pa vem, s čim še vse, z temi igricami in tako, tam pa res, ne vem, se ne vidim, no, se ne vidim tam, da bi recimo, pač, kaj ste že vprašali, pač, jaz jih imam, no, na določenem. Mogoče, da bi to lahko prebila, kot ste rekli, ampak zdaj trenutno pač bom ostala tukaj, ker sem. Velja, prav. Na sigurnem. Za konec naj vas samo še vprašam za kratek komentar. Nekateri so mi dejali, da ko se ukvarjajo s prostovoljstvom in kot ste tudi rekli, od tega dobijo nekaj. Potem pa imajo slabo vest, ker se jim zdi, da če oni sami dobijo nekaj od tega, da mogoče potem ne delajo res za druge, ampak bolj za sebe. Je to res problem? Meni se zdi, da ne. Sej, na koncu zmeraj pri neke stvari, ki delajo, zmeraj nekaj dobiš nazaj. Tako da se ne bi smeli zaradi tega počutiti slabo, ne. Zdaj so to nove izkušnje, nova poznanstva, konec koncev lahko prostovoljsko delo tudi odpira nova vrata nekam, ne. Pač, če ne bi bil prostovoljc, pa vsi tri mi od nas, po mojem, nas ne bi bilo danes tukaj sploh na televiziji, ne. Tako da je, za vse je dobro, no. Nekaj se pridobi, sigurno. In se ne bi smeli zaradi tega počutiti slabo, ne. Se strinjate? Ja, jaz se strinjam, zato ker tukaj ne gre za materialne stvari, ne. Tukaj gre bolj za neka čustva, neke odnose, neko moralno zadoščenje. Recimo, ko sem zadnjič srečala eno gospo, me je objela in rekla, joj, kje ste moja šoferka, kako smo se mi dve zadnjič lepo imeli, kljub temu, da sem šla tam pa tam na to preiskavo in ne vem kaj. Tako smo se fajn imeli, veste, da je bolj fajn tako, da pride kakšna zgovorna ženska, kot pa kakšen pač šofer, ki ni tako zgovoren, saj veste, da smo ženske zgovorne, ne. Pa recimo tudi so take situacije, ki ti ostanejo tako dobre, kot tudi malo manj dobre, ampak to je vse sestavni del življenja. Ne moreš vzeti recimo za slabo. Recimo jaz sem imela dva uporabnika, ki sta dajala kar znake demence, ampak sta bila vodljiva. Tako da se mi ni zdelo primerno, da bi recimo karkoli sporočila naprej, ker sta bila čisto vodljiva. Ne? Recimo in gospod je povedal, je rekel, ja, jaz bi rad vozil sam, ampak
Čim gremo doma, se zgubim, ne znam poti, ne poznam prideti niti do bolnice, niti domov. Ne. Čim sem v hiši, se znajdem, je rekel, ampak zunaj pa ne. In je bil zelo vodljiv, tako, v pogovoru mi je pač povedal in tako, zakaj pa ne. In 10-krat isto povedal, ja, Bog pomagaj. Pač moraš imeti smisel tudi za take situacije. Pa recimo ena gospa, ki je videla, da sem jaz v avtu, je bila takoj, je rekla, ženska, to se mi še zgodilo, to pa ne bi šla, bi rajši imela kakšnega fejst šoferja kot vedno. Ne. Dobro, smo obrnili malo na hec, pa smo šli naprej. Ne, ne smeš obupati ali imeti predsodke ali pač vsako stvar moraš obrniti tako, da izpolniš tisto poslanstvo, ki ga imaš, se pravi prevoz osebe od točke A do točke B in nuditi podporo. Pa recimo se mi je tudi zgodilo, da ena gospe, ki sem jo čakala pol ure, pa sem jo večkrat klicala, prvič je bila uporabnica, in ko sem jo klicala, je rekla, ja, pa čakajte, kaj, saj ste plačana, ne? In pol, ko je prišla vozilo, zaradi drugih sem jo klicala, ker so me čakali, ne? Sem ji obrazložila ves sistem, poslušala, ampak nič komentirala, ne? Se pravi, je tudi ona naredila en korak naprej, ker je zvedla, kako to funkcionira, ne? Pač, ko se odločiš, da boš nekaj počel, mislim, da ni ovir tako. Še gospa Vojka za konec? Ja, sej, veliko daš, včasih je tudi naporno, ampak veliko dobiš. Sem rekla na začetku, meni je to moje delo kot prostovoljka pomagalo takrat, ko mi je grozila, da bom živela od socialne podpore, pa lepo vas prosim, no. Mislim, ali pa da me bo moral kdo vzdrževati, to ne obstaja, pa sem bila na tem, da se mi lahko to zgodi. In mi je pomagalo se boljš počutiti, se zvleči ven, mogoče tudi drugačen odnos in drugače govoriti z zaposlovalci, karkoli že. Sem prišla tudi do službe, na srečo. Tudi tako, me spravi v smeh. Prideš domov, včasih si misliš, kakšen nikakav dan, nič ni bilo, nama vse tam nekaj dobrega sem pa naredila. Pomaga, je dobro. Za vse. No, super. Zaključimo torej s temi besedami. Lepo hvala, da ste se oglasili v studiu in pa hvala tudi za delo, ki ga opravljate. Hvala za vabilo. Hvala. Hvala za povabilo. Vi, dragi gledalci, pa morebiti, če se odločite za prostovoljsko pot tudi sami, seveda kontaktirajte Filantropijo, ki ima svoj sedež v Kopru, tako da prav daleč verjetno ni. Zagotovo bo marsikdo vesel vašega delovanja. Lepo se imejte in se vidimo spet kmalu.